Živjo! December je tu, mesec obdarovanja. Danes bom z vami delila, kako na malo bolj drugačen način zavijati darila. Lahko bi temu rekli, da je malo bolj ekologičen način. Saj kot pravimo, z majhnimi koraki lahko dosežemo velike korake za planet. In eden izmed teh korakov je, da zmanjšamo svoje odpadke in da pogruntamo, kako lahko določene stvari uporabimo za več namenov. Darila ponavadi zavijemo v darilni papir, ki ga kupimo samo za ta namen in ponavadi, ko potem nekdo dobi to darilo, vrže ta papir stran. Imam pa za vas alternative. Prva so recimo časopis ali pa kakšne stare revije, potem recikliran papir in tretja, moja najljubša, pa so stare papirnate vrečke. Recimo taka klasična rjava. In potem imam še tukaj dve s takim res lepim vzorčkom, ki bosta res popestrile vsako darilo. Naslednji material, ki ga lahko uporabite, je blago. Dober primer so recimo kuhinjske krpe, ki so potem še uporabne naprej. Opcija so tudi recimo šali ali pa rute, ki so lahko tudi del darila. In še vrečke iz blaga, ki so tudi uporabne pozneje. Meni recimo res zelo všeč tale, ki mi jo je naredila moja prijateljica in jo je še porisala. Tretja opcija pa so kozarci za vlaganje. Tukaj imam recimo od Kumarc, pa od Hrena, pozneje vam pa pokažem, kako sem jih uporabila. Sam izgled darila doda tisto piko na i, zato ga lahko popestrimo z različnimi stvarmi. Jaz hranim vse trakove od daril, ki sem jih sprejela in potem jih uporabim za darila naprej. Še en način, kako popestriti darila, je s starim nakitom. Jaz imam celo vrečo nakita tukaj, ki ga uporabljam za okrasitev daril. To je več ali manj nakit, ki ga ne bom več nosila in zakaj ga ne bi uporabila za druge namene. In še zadnji okraski za darila so recimo razne vejice ali rastline. Recimo bombaž zelo lepo izgleda, ali pa pšenica, kakšne sušene rože, ali pa kar vejice iz dreves. Zelo rada dajem darila v kozarcih za vlaganje. Najprej sicer dobro poskrbim, da so dobro očiščena in sterilizirana, potem pa dam noter različne stvari. Ena ideja je recimo peeling za telo. Notri lahko recimo date suhe sestavine za peko piškotov in zraven priložite recept za popolne božične piškote. Lahko date recimo domačo granolo. In ena od mojih ljubših idej je, da ustvarite kozarec zmenkov oziroma kozarec izletov. To je idealno ali za družine ali za dogodivščine s partnerjem. Vse, kar potrebujete, je kozarec in vanj date listke, na katerih pišejo razne ideje za različne izlete in dogodivščine. Velikokrat zgodi, da darilno vrečko, ki jo prejmemo, podarimo naprej. In tudi to je odličen način ponovne uporabe. To bo to za danes. Hvala za ogled. Želim vam super praznike in srečno novo leto in se vidimo v novem letu. Čau!